Envita živijo, dobrodošli nazaj v novi epizodi, kako upeljevati Vitas Energy vaje v vaš vsak dan. Danes imam malce zanimivo temo in sicer zanimivo bo za vse tiste, ki meditirate, za vse tiste, ki dihate s celim telesom ali samo vadite dihanje, ali pa tudi se že sproščate z dihanjem in seveda naslednja faza je meditacija. Nekako imam prvo vprašanje za vas, na kakšen način meditirate ali se sproščate, ali ste v sede ali v leži. To je prvo vprašanje, ki je zelo pomembno. Zdaj, če se sproščate, pa če greste potem spat, pa ni problema, lahko ležite, ne? Tako da v bistvu tudi ko ležimo, je zelo pomembno, da imamo vzravnan hrbet, da v bistvu lahko energija potuje po telesu prosto in lahkotno in da ni v bistvu nekih blokad energijskih in ovira. Drugače pa, če greste resnično v meditacijo, če v bistvu se želite s svojim izvorom malce bolj povezati ali čimerkoli, s katerokoli energijo, ali so to vodniki ali so angeli, potem pa vam toplo priporočam, da sedite, ne? Ker če boste ležali, telo avtomatsko zazna, zdaj pa ona leži, to pomeni, grem jaz zdaj počivati, grem jaz zdaj spat. In dostikrat se zgodi, da v bistvu telo switched off in potem nimate od meditacije tistega efekta, katerega bi mogli imeti. Je res, da tudi je efekt, ko ležite, ampak veliko bolj pretočni ste, ko sedite, ker s tem sporočate telesu, da ne greste počivati in ne greste spat, ampak da v bistvu greste zavestno v nezavest. Tako da v bistvu je ta razlika zelo pomembna, odvisno pa je, kakšen je vaš namen. Zdaj pa ponavadi, ko meditiramo, ali smo na tleh, na fleksu ali kjerkoli, imate pač nek svoj kotiček, kjer imate mir, imate, ne vem, svečke, bude, karkoli že. In seveda jaz pač imam tale taburet, ki je v bistvu odličen, ker že sam taburet me sili, da grem v svojo vzravnano držo. Za meditacijo je drža zelo pomembna, zato bomo zdaj tole našo držo nekako preslikali v meditativno pozicijo. Tako da dajte zdaj to majčkeno še ozavestiti, da če že meditirate, da niste v stolu takole, ker ne more energija tlele skozi priti, ker imaš že tule pa tule neko blokado, zato dajte res paziti, da enostavno se postaviš po konci in da imaš svoj steber prost, torej, da je pretočen, da je energija hrbtenice pretočna, torej, da pa je lahko energija hrbtenice pretočna, moramo biti vzravnani. Bom še enkrat ponovila, to pomeni, ko sediš, prsni koš rahlo daš naprej, rame avtomatsko grejo navzdol, vrat je podaljšek hrbtenice, brada vzporedna s tlom in nogi sproščeni ali rahlo pokrčeni, lahko imate tudi stegne
Ampak dajte res paziti, da tudi medenica lepo sproščena in poravnana, da niste tako. Ok, medenico poravnaš, prsni koš, rame dol in brada vzporedna slon. Pogled raven naprej v višini oči. Ok, in na ta način boste lahko najbolj pretočni, ker kaj je naša hrbtenica? Naša hrbtenica je steber, po katerem potuje naša energija. In bolj bomo pretočni, več energije bomo imeli. Bolj bomo sključeni, več energijskih blokad bomo imeli. To pomeni, da potem skozi ne prihaja energija in potem s časoma se lahko pojavijo tudi bolečine ali kakšne druge nevšečnosti. Zato resnično vam polagam na znanje, dajte paziti na svojo hrbtenico, dajte paziti, res se postavite v svojo močno vzravnano držo in seveda tudi, ko ne meditirate, tudi, ko samo sedite nekje, kjerkoli že ste, dajte paziti na držo, ker s tem boste ohranjali svoj pretok energije. Ok, to je za danes zelo močno sporočilo. Torej, jaz sem ga dala pač v meditacijo ali sproščanje, lahko pa ga damo tudi v vsakdanjik, to pomeni, kjerkoli že smo, dajmo biti pretočni. Kaj to pomeni? To pomeni, da enostavno se vzravnaš tako, da pustiš svoj steber pretočen. Tako da vas vzpodbujam, da kjerkoli ste, ko sedite, ko ležite, ko stojite, da resnično gledate na svojo držo, jo popravljate, jo ozaveščate in tako ohranjate svojo energijo in s tem tudi, bom rekla, pretočnost energije po svojem telesu in tako tudi poskrbite, da boste imeli dovolj energije za svojo kreacijo življenja. Tako, to je bila danes današnja epizoda. Upam, da vam je bila všeč. Napišite mi, kako vi vzdržujete svojo vzravnano držo, na kakšen način meditirate, kako vi vzdržujete svojo energijo tudi čez dan. Me zanima, bom zelo vesela vašega feedbacka na info@lavitas.si. Drugače pa več epizod si lahko pogledate na mojem YouTube kanalu, na katerega se lahko tudi naročite in ste tako na tekočem z vsemi novostmi. Drugače pa, če želite trenirati vašo vzravnano držo, ste srčno povabljeni v mojo Vitas Energy Online skupino, kjer poglobljeno delamo, bom rekla, res tiste prave vaje, katere vam vzpostavljajo vašo pravilno držo in tako boste lahko še bolj pretočni in imeli posledično še več energije. Več si lahko pogledate na moji spletni strani www.lavitas.si. Hvala za pozornost, hvala, ker si z mano, hvala za zaupanje. Srčno te pozdravljam in se oglasim zelo kmalu z novo epizodo.